Predvsem smo danes slišali najave naslednjih narokov. Dvorana je rezervirana vsak ponedeljek naslednje leto. Se pravi, da se bo slovenskim davkoplačevalcem še naprej jemal denar iz žepa za neko farso, ki vsak dan oziroma po vsakem naroku postaja še bolj očitna kot taka. Kako bi vedeli vprašanja, ki jih postavlja tožilstvo? Namreč včasih, ko jim se reče, da bi morali obrazložiti, kaj so dejansko vprašali, raje preskoči vprašanje. Torej, danes sem se počutil, kot bi opravljal vaš poklic, se pravi, kot je bil komentator. Ker so bile vprašanje, kako komentiramo navedbo tretjih oziroma četrtih oseb. No, ampak navajali so nekaj dokumentov, po katerih naj bi rabili vaše dovoljenje za posel, oziroma kot so rekli, da je treba se dogovoriti s predsednikom vlade. Kako ste odgovarjali na te obtožbe? Ta korespondenca med lobisti je eno samo dvigovanje lastne cene, tudi za ceno velikih laži. Jaz vas, tako kot sem dejal že v razpravni dvorani, tudi tukaj pozivam, da sami preverite to, kar je tožilec prebral v obtožnici, recimo tisti famozni sestanek, ki naj bi se zgodil v hiši mariborskega župana. Ta oseba je še vedno živa. Vprašajte ga, če ima hišo in ali je bil ta sestanek dejansko tam. Preverjate najmanjše podrobnosti te zadeve, ki je pa že v bistvu četvrto leto v zraku, pa še vedno niste. Zdaj še morda vprašanje, pravzaprav nekateri so bili, da je to proces desetletja, pa vendar danes tožilstvo delovalo proces zvegano. Zgledalo je, kot da nimajo pripravljenih vprašanj. Vaš komentar? Torej, kar se tiče tega dela obtožnega predloga, ki se nanaša name, je to popolnoma prazna obtožba. Lahko bi se smejali, vendar zame to ni smešno. To meni že četvrto leto uničuje življenje. Sprašujem vas, kako bi se vi počutili, če bi sedeli tukaj na zatožni klopi in bi se morali braniti pred očitkom, da ste neznanega oziroma neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način prejeli obljubo nagrade za druge, zato da bi izkoristili svoj vpliv, brez tega, da bi bilo navedeno, kje, kdaj, kako, kakšna je bila ta nagrada in kakšen vpliv naj bi izkoristili. Zdaj je popolnoma absurdna, presega celo obtožbe iz prejšnjega režima, ko smo hodili na sodišče zaradi verbalnega delikta.